Ok, zdaj si naštel res veliko sistemov. Se mi zdi, da je ta fama v zadnjem obdobju CDP, pa CDP, pa dosti ljudi sploh niti ne zna pojasniti akronima. Ampak recimo, če probaš mal zdaj za lajke, no, ki poslušamo, ali pa tako, ne vem, nekdo, ki se na tako stvar odloča, ali to so verjetno kar velike investicije v tak sistem. Se pravi, kakšen use case recimo bi mogel imeti, da bi rekel, ok, zdaj se mi pa to, je to profitabilno, oziroma je nekaj, kar dodaja tisto dodano vrednost, so jo preomenila v svojo podjetje, na drugi strani pa ne vem, kaj so mogoče res te sam razlike med, še enkrat, med CDP-jem, DMP-jem pa ne vem, CRM-jem, res tako, da da prava res razložiti, ker so to neki sistemi, ki se danes v tem marketingu, svetu izkušnje stranke pojavljajo. Tako je, da je ostati v marketinškem svetu, ne? Ker zdaj, tako kot sem prej rekel, MDM je tudi nek tak Unified Profile sistem, ampak to dela res izključno za potrebe IT-ja oziroma za tiste uporabnike, ki rabijo samo golden record zapis, ga pa ne rabijo aktivirati. Medtem, ko vemo, marketing rab vedno z golden recordom nekaj delati, ga segmentira, dela preračune na njem, izvaja neke aktivacije v drugih orodjih, torej povezuje orodja med sabo. Tako da ja, eno je DMP, to je v bistvu orodje za marketing, ampak v bistvu bolj za acquisition marketing, torej vsebuje second party pa third party podatke, podatki so not anonimizirani, ponavadi imajo tudi neko časovno dobo, dokler, ali pa ja, trajanje, koliko časa so not, recimo 90 dni, in uporabljaš jih za povezovanje z drugimi oglaševalskimi sistemi. Ta tip orodja je nekako v odhajanju, zaradi tega, ker se third party cookie ugašajo oziroma zgubljajo relevantnost, je tudi tle manj teh third party anonimiziranih podatkov na voljo. Potem imamo na drugi strani CDP, ki je pa namenjen first party pa second party podatkom, torej kjer imaš noter osebne podatke o strankah in pa zraven pritneš tudi vse transakcijske podatke in podatke o obnašanju. Ja, lahko rečemo, zakaj pa ne tudi, zakaj pa tega ne bi kar v CRM-ju imel. Torej, eno je, da CRM ni narejen za te velike količine transakcijskih podatkov oziroma podatkov o obnašanju, kjer se res veliko podatkov generira, in pa ni narejen za real-time komunikacijo. Torej, CRM ima ponavadi nek dnevni sync sistemi, za kakšne podatke ima celo bolj redek sync, sploh tiste podatke, ki iz nekega offline prihajajo, medtem, ko je poanta CDP-ja to, da je res v realnem času se vse skupaj dogaja, kar pomeni, da ko ti kot marketer upravljaš s temi podatki, veš, da so aktualni. Zdaj rekel si, ja, deva en case, torej kdaj je bilo smiselno iti v uvedbo nekega CDP-ja. Čistko, če malo preračunamo, kakšni so stroški res že samim najemom orodja, z dodajanjem novega orodja v neko marteh infrastrukturo in pa pol z implementacijo procesa golden recorda in uporabe tega. Tako na grobo bi rekel, da rabiš vsaj 4 neke sisteme, ki ustvarjajo podatke, pa imajo korist pol tudi od tega 360 pogleda, torej da lahko neko aktivacijo delaš. Če rečeva en primer, podjetje, ki ima spletno trgovino, fizično trgovino, torej na nekem ERP sistemu so te podatki, potem da ima mobilno aplikacijo in pa nek marketinški sistem. To je nekako kar minimum, ne. Zdaj vidimo, da nekako tak idealen kupec CDP-ja ima celo 7 plus sistemov, ki jih integrira, ampak se mogoče so še drugi sistemi, ki pa nimajo direktne aktivacije, prinašajo pa pomembne podatke, torej imamo potem še spletno stran, kontaktni center, CRM kot tak s podatki o prodaji, marketing automation sistem. Na koncu lahko vse podatke noter uvozimo, ampak moramo imeti case pa je to, da imaš neko vrednost od teh 360 pogleda v realnem času.